Lep pozdrav, moje ime je Miran Peterman, sem energijski trener za uspeh in danes bi spregovoril par besed o tem, zakaj smo v življenju občutljivi in kaj lahko naredimo, da to spremenimo. Ta video je v bistvu predvsem namenjen tistim, ki ste izjemno senzitivni, tistim, ki ste v življenju imeli nekatere, težke izkušnje in vas stvari se hitro dotaknejo, vas prizadenejo, dejansko, ki doživljate, da v nekih situacijah se vam dvigne jeza, razočaranje, obup in strahovi in takšne zadeve. Poglejte, v bistvu, kaj se dogaja, to smo v življenju mi. Okay? Evo, sem naredil fantka ali pa dajmo punčko. Okay? V bistvu, poglejte, življenje je energija in mi smo energijska bitja. To pomeni, da vse stvari, ki jih mi doživljamo v življenju, govorim to, tako imenovanih negativnih čustvih, gre tukaj za jezo, razočaranje, strahove, žalosti in vse to, energija teh čustev našo fizično telo energijsko poškoduje. Okay. In tukaj se dejansko zgodita dve stvari. Ena stvar je, da se dejansko ta energija teh čustev se uskladišči v našem telesu in tam dejansko čaka kot neka tempirana bomba. To pomeni, da dejansko, ko se nam zgodi neka situacija, ko nam nekdo stopi na žulj, temu rečemo, potem mi eksplodiramo. Te stvari so lahko, triggerji. Tukaj triggerji niso mišljeni za to, tukaj so ta čustva. Okay? Ampak, če govorimo o triggerjih, pogledajte, imate neko situacijo, mama se razjezi na vas daje v nič, v bistvu zmerja vas, dere se na vas. In v ozadju igra, neka glasba, dajmo reči Abo mogoče vsi poznamo. Okay? In potem vi to situacijo pozabite. In potem ste na zmenku z vašim partnerjem čez mogoče 10 let, ravno ste sredi neke večere in tako naprej, in se potem v ozadju zasliši Abba. In lahko ta glasba postane trigger, ki dvigne te vaše občutke, ki ste jih doživljali takrat, ko se je mama drla na vas, ko vas je dajala v nič, ko je totalno vas razvrednotila, in potem za nekaj brezveznega rečete partnerju, tako se pa ti ne boš z mano zgovarjal, zdaj imam pa jaz tega dosti. Okay? To pomeni, te stvari, ki so se nam zgodile, se uskladiščijo v našem telesu, postanejo kot neka tempirana bomba in potem se lahko zgodi, da partner nekdo nekaj reče, ali pa se neka zadeva zgodi. To pomeni, da so neke okolišče in nekaj. In te stvari moramo mi dejansko sprostiti. Obstajajo različne tehnike, obstaja EFT, TFT, so razne access barsi in tako naprej, kjer dejansko mi te stvari, te triggerje, te potlačeno energijo sprostimo in potem lahko dejansko funkcioniramo. Potem so pa ti drugi del, ko smo rekli, energija tega razočaranja, žalosti, jeze, vse to, nas je pa ravno tako fizično na nek način, če prav temu rečemo, energijsko poškodovala. In zaradi tega dejansko postajamo bolj senzitivni. Stvari se nas bistveno bolj dotaknejo, stvari nas bolijo, stvari doživljamo potencirano. Poglejte, si predstavljate recimo, da greste po gozdu, padete v neko trnje in ste vsa popraskana. In potem pridete domov in recimo imate neko majčko čez, in potem pride vaša najboljša prijateljica, živijo Simona, in vas objame. Kaj boste naredili?
Ja, odskočili boste od bolečin. Pač ona tega ni vedela. To pomeni, ko smo mi energijsko poškodovani, dejansko sploh ni nujno, da ima tista oseba, ki dejansko, nas prizadene, ki prizadene to bolečino oziroma karkoli, to našo senzitivnost, sploh ni nujno, da ima slabe namene. In če želimo normalno funkcionirati, moramo te, poškodbe moramo pozdraviti. Kako jih pozdravimo? Čez cele rane. Počakamo, pozabimo in čas za cele vse rane. Ljubezenske rane, rane, ko smo bili prizadeti v življenju. Je to res? Ni. Čas ne celi ničesar. Razumete? V bistvu to je bila neka zgodba, ker dejansko te rane, te poškodbe, v redu, pač čas. Kaj se je zgodilo? Ja, prah se je nabral. Ampak potem, ko pa pride zopet nek trigger, ko se zopet neke stvari zgodijo, rekli smo, zgodijo se dve stvari. Eno je dejansko, da je ta energija kot tempirana bomba, kjer dejansko potem eksplodiramo, odreagiramo. Jaz sem sam šel skozi takšno situacijo z mojo bivšo partnerko, ko se pač nekaj sva se pogovarjala in je potem neka zadeva se mi dvignila in sem potem odreagiral, in potem mi je rekla, še enkrat boš to naredil, greva narazen. A razumete? To pomeni, če tega ne rešite, lahko izgubite partnerja, lahko izgubite posel, lahko izgubite prijateljstvo. Ogromno stvari je dejansko, na nitki, ko rešujemo te zadeve. To pomeni čas dejansko samo, zaprašiti zadeve. In potem, ko se pač neka zadeva zgodi, glede, ogromno ljudi, ki dejansko se razide s partnerjem. Dostikrat se je zgodilo tudi že v preteklosti, nekdo me kontaktira, joj, Miran, imam težavo s partnerjem, se razhajam, sem v bolečinah in potem v bistvu pač kaj ne naredim in tako naprej. In potem se začnemo pogovarjati, dajmo to rešiti, dajmo to pozdraviti, dajmo to sanirati, in potem dobim mail ali pa SMS, joj, Miran, hvala za vaš čas, za vse, kar ste mi naredili, sem zadevo rešila. Kaj si pa naredila? Ja, odločila sem se, da bom šla narazen. Ja, šla narazen, ampak v bistvu narazen kakšna? Ker v bistvu, kamorkoli lahko gremo, sebe vedno nesemo s seboj. In svoje bolečine in svoje rane in vse te. In dejansko najboljši čas, da te stvari saniramo, je takrat, kmalu potem, ko so se zgodile. Ne, da jih potiskamo na stran, ker kot sem rekel, ko jih potiskamo na stran, samo čakajo tam, da se znova zaktivira. Čas ne celi ničesar. Rane zdravi samo energija. Mogoče tukaj bom rekel zadevo zelo poenostavil. Ker nas je poškodovala negativna energija, to pomeni energija teh negativnih čustev, sovraštva in tako naprej, jeze in tako, negativna energija. Negativna energija nas je poškodovala, pozdraviti nas mora pozitivna energija. Ampak dejansko ni dovolj, da bom rekel, da rečemo, zdaj se bomo pa zdravili z ljubeznijo. Dejansko se moramo priklopiti na posebno postajo energijsko, ki dejansko te rane zdravi. Tako da to je bilo eno kratko sporočilo za danes. Upam, da ste dobili neko sliko, v čem je. Te stvari delamo pri meni na energijskem treningu, ravno tako te triggerje osvobajamo, te blokade, in kot je, še
bolj pomembno, zdravimo te poškodbe, zdravimo te rane, ker dejansko, če želite resnično živeti neke svobodno življenje, če želite imeti neke svobodne odnose, če želite biti sproščeni, ne da bi se ves čas bali, ne, gledajte, koliko je recimo nekih odnosov, kjer dejansko bom rekel, ves čas moraš paziti, kaj lahko rečeš, kdaj lahko rečeš, kako lahko rečeš. Zakaj? Zato, ker smo vsi poškodovani, vsi prihajamo z neko prtljago, vsi prihajamo z nekimi, bom rekel, poškodbami in partnerji se morate ves čas paziti, da dejansko ne hodita po, bom rekel, žuljih, po teh stvareh, da ne aktivirata teh ran. Ne. Tako da dejansko, če ste imeli to izkušnjo, če te stvari doživljate, zdaj veste, te stvari so zaradi pač te negativne energije, teh čustev, ki smo jih doživljali, smo poškodovani in dejansko imamo znotraj potlačeno energijo. To energijo je treba osvoboditi, ne, in te rane ozdraviti. Tako da, bom rekel, želim vam čim bolj uspešno zdravljenje. Če potrebujete pomoč, se oglasite. Upam, da ste tukaj razumeli, dejansko škoda je vaše sreče, vašega ljubezenskega življenja, da dejansko ne bi, bom rekel, res zaživeli svobodno in sproščeno življenje in bili tisto, kar ste, ne da ste ves čas v krču in ves čas morate paziti, kje bom rekel, kako boste vi reagirali in kaj se bo vam zgodilo, da ne bo kaj narobe. Ostanite čudoviti in čudovit dan in se vidimo v naslednjem videu.